Živjo, Lucija tukaj in danes bomo govorili o Dirty Talku. Prva stvar, ki jo rabiš vedeti, je, da Dirty Talk ne rabi izgledati tako kot v porničih. Plus, če probaš to, kar tam slišiš, prevesti iz angleščine v slovenščino, ponovadi samo čuden izpade. Poanta Dirty Talka ni v tem, kaj rečeš, ampak kako to rečeš. Ena najslabših stvari, ki jih lahko narediš med seksom, je to, da si čist tih. Če si skozi tih, kako ne potem tvoj partner ve, a ti uživaš ali ne. Pa Dirty Talk ne rabi zdaj izgledati tako, da ti tvoriš cele stavke. V resnici besede sploh niso toliko nujne. Za začetek je čist dosti že samo to, da iz sebe spustiš kakšen zvok. Če si pa pripravljen na to, da Dirty Talk postane res dirty, potem pa glej naprej. En najlažjih načinov za prebiti led je s pohvalo. Naprimer, primeri, ki sem jih in ki jih bom vključila v video, so sam to. Primeri. Pomembno je, da jih prilagodiš svojemu karakterju pa načinu govora, zaradi tega, da bo zvenelo naravno pa ne prisiljeno. Če boš na glas, govor z naglasom, ok? Če se ti zdaj te stavke samo napiflaš na pamet in jih pol govoriš med seksom, bo učink najverjetneje ravno nasproten od želenega. Ker, kakor sem rekla, bolj pomembno kot to, kar rečeš, je, kako to rečeš. Zapomni si to. Pohvale so na splošno odlična izhodiščna točka za Dirty Talk, zato se ob tem osredotoči tudi na tiste dele telesa, ki so ti še posebej všeč. Naprimer. Še ena stvar, ki je zelo enostavna in ki skoraj vedno vžge, je pa to, da partnerja pokličeš po imenu. Oziroma, še boljše je, če zapeljivo izdihneš njegovo ime med seksom. Znanstveno dokazano je, da se v možganih dobesedno zgodi kemična reakcija, ko zaslišimo svoje ime. Sprostijo se hormoni, kot sta dopamin in serotonin, ki vplivata na naše razpoloženje in spodbujata občutek sreče, užitka in zadovoljstva. Še ena enostavna tehnika Dirty Talka je pa to, da partnerju poveš, kaj bi rad počel oziroma kaj boš naredil. Naprimer. Pa da ne govoriš samo to, kaj se dogaja, lahko partnerju tudi poveš, kako se počutiš. Naprimer. Z Dirty Talkom lahko partnerja tudi spodbujaš k temu, da še naprej dela to, kar ti paše. Daj mu vedeti, da ti je všeč to, kar počne in da si želiš, da bi tako nadaljeval. Naprimer. Poleg tega, da partnerja spodbujaš, da nadaljuje s tem, kar počne, z Dirty Talkom lahko daješ tudi napotke. Ampak pazi, ker je tukaj še posebej pomembno, kako to rečeš. Da še vedno zveni seksi pa, da ni preveč ukazovalno. No, razen, če si tvoj partner želi tega, da je ukazovalno. Naprimer. Partnerju lahko tudi poveš, koliko težko že čakaš, da se nekaj zgodi. Naprimer. Lahko pa med seksom govoriš tudi afirmacije. Naprimer. Vse to je seveda samo nekaj primerov, ampak upam, da si zdaj lažje predstavljaš, kako to lahko izgleda. Drugače je pa Dirty Talk lahko tudi veliko bolj kinky, pa grob, pa ukazovalen, ali pa je še bolj ljubeč, pa nežen. Ne obstaja nobeno pravilo, kako točno to mora izgledati. Pomemben je samo to, da ustreza tebi in tvojemu partnerju. Preden zaključim, bi rada poudarila še to, da bod pri Dirty Talku sploh na začetku še posebej pozoren na partnerja, pa njegove reakcije in odgovore. Cilj Dirty Talka je ustvarjanje intimnega vzdušja in pomembno je, da se ob tem res oba tako počutita.
In to je za danes vse. Hvala za pozornost. Če bi pa rad na kakšen drugačen način popestril spolnost, potem pa prečekiraj našo spletno stran oziroma spletno trgovino Svet užitka ali pa se ustavi v naših trgovinah v Ljubljani ali Kranju. Pa ne pozabi nas spremljati na Instagramu, YouTubeu, TikToku in Facebooku, da ne zamudiš vseh novosti in popustov. Se vidimo naslednjič. Čau!